Mariborska občina s slabo banko usklajuje pogoje najemne pogodbe. Redno letno razkuževanje vode s plinom. Zaskrbljeno zaradi požarov v Slovenskih goricah. Pozdravljeni. V začetku tedna smo poročali, da je družba za upravljanje terjatev bank zamenjala vodstvo športnega centra Pohorje in zavrnila načrtovan odkup koncesije za pohorsko vzpenjačo, s katerim bi mariborska občina zaposlenim zagotovila denar za zaostale plače in podjetje rešila pred stečajem. Ponujenih 6 milijonov evrov je bilo namreč za slabo banko premalo. Občina je nato predlagala najem celotne infrastrukture z izjemo gondole. Danes je vodstvo občine tudi sporočilo, da ima pripravljen denar za plače delavcev in da pričakujejo le še podpis predpogodbe o najemu. Iz družbe za upravljanje terjatev bank pa so nam sporočili, da so usklajevanja z občino še v teku. Zaposleni so napovedali, da bodo, če izplačila ne bo do konca tedna, sprožili stečaj. Mi zdaj čakamo, da bo podpisana predpogodba med občino in DUTB-jem. In na podlagi te predpogodbe se potem izplačajo plače. Če ne bo, pač se jutri delavci zberemo in se odločimo oziroma sprejmemo predlog, na katerega smo že opozarjali ves ta teden. Torej stečaj pa stavka. Vaščani Destrnika in okoliških krajev so zaskrbljeni. V soboto je na njihovem območju izbruhnil že 4. požar v zadnjem mesecu in pol. Po podatkih policije je bil ogenj podtaknjen. Preiskava še poteka, zato podrobnejših informacij še ni. Prvi neuradni indici kažejo na to, da je požigalcev več. Domačija Franca Irgla je zagorela že tretjič. Požar je izbruhnil v hlevu, ki je le nekaj metrov stran od stanovanjske hiše. Ogenj je bil po podatkih policije podtaknjen. Domačini pred kamero zaradi strahu ne želijo. Med občani in pa tudi širše vse v neki strah pred temi požigi, saj na vse zadnje nihče ne ve, kdaj je na vrsti. Pred 3 dnevi pa je zagorelo v Janežovskem vrhu. Ogenj je uničil tračno žago in še 4 kubične metre odpadnega lesa. Neznani storilec je po podatki policije pristopil do gospodarskega poslopja, les polil z vnetljivo tekočino in zanetil požar. V zadnjih nekaj letih, oziroma odkar se jaz bolj aktivno ukvarjam z gasilstvom, recimo preko 20 let, ne pomnim, da bi bilo toliko požigov oziroma da bi bilo sumov toliko požigov v tak kratkem časovnem obdobju. V zadnjem mesecu in pol so v Slovenskih goricah nepridipravi zanetili že 4 požare. Nekaj poskusov so domačini uspeli pravočasno preprečiti. Ker policijska preiskava še poteka, tam podrobnejših informacij za zdaj še ne dajejo. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah. Da bi ga odkrili čim bolj zgodaj, so nujni preventivni pregledi. Na Ptuju pa takšni pregledi niso več mogoči, se je zdravstvena zavarovalnica tamkajšnji bolnišnici odvzela program preventive, čeprav imajo nov mamograf in usposobljeno osebje. Svojo odločitev je zavarovalnica utemeljila z razlago, da je v Mariboru v ta namen vzpostavljen državni program Dora. 2 leti so članice kluba Sor Optimist zbirale denar za prepotreben mamograf za ptujsko bolnišnico. 110 000 evrov so zbrali v upanju, da gre za pomemben prispevek za zdravje žensk. Samo v zadnjih 10 letih smo dejansko pregledali preko 30 000 žensk, ob tem odkrili 267 rakov. Opremljeni sodobnim mamografom so vabili ženske tudi na preventivne preglede za zgodnje odkrivanje raka na dojkah, a so morali vabila preklicati po odločitvi zdravstvene zavarovalnice, ki je ptujski bolnišnici za program mamografije zmanjšala sredstva, preventivo pa jim celo prepovedala. Meni se to ne zdi razumljivo, tako kot v naši državi marsikaj ne. Se čutite kaj zapostavljene ženske z tega konca? Seveda smo zapostavljene. Posledice so lahko pa zelo hude, ker že zdaj je porast raka dojk pri ženskah na spodnjem Podravju, na ptujskem območju večji. Preventivni pregledi za zgodnje odkrivanje raka so financirani v okviru državnega programa Dora. Ta se v Mariboru izvaja za ženske iz celotnega Podravja, a ne tako, kot bi si želeli. Na leto povabijo na pregled 15 000 žensk iz rizične skupine, na mesec pa jih lahko pregledajo le 200. Po neuradnem vedenju v letošnjem letu ženske iz našega okolja ne bodo na vrsti.
Na Ptuju bo čakalnica tako prazna, z mamografom pa bodo opravili le polovico od 3000 pregledov, kolikor bi jih lahko. Vodstvo bolnišnice tako ne razume, zakaj zdravstveni sistem s svojimi odločitvami podaljšuje čakalne dobe, v tem primeru na mamografiji v Mariboru in ne nasprotno. V pregledu slovenskih novic pa o gospodarskih temah. Začenjamo s prodajo Mercatorja Agrokorju. Približno 53-odstotni delež Mercatorja je tik pred prenosom na Agrokor. Kot je danes v imenu konzorcija prodajalcev sporočila Pivovarna Laško, sta strani, potem ko se Agrokor v torek odpovedal pogoju prestrukturiranja dolgov, za datum zaključka transakcije določili petek. Agrokor bo za omenjeni paket odštel 172 milijonov evrov. V zadnjih dneh se je sicer okrepilo nasprotovanje prodaji iz vrst sindikatov in nekaterih političnih strank. Pojavljajo se strahovi, da bi lahko imel Agrokorjev prevzem Mercatorja negativne posledice za tamkajšnje zaposlene, Mercatorjeve dobavitelje in nasploh za gospodarstvo, še posebej za kmetijstvo in živilsko-predelovalno industrijo. Zunaj parlamentarni Verjamem ter koalicija Združena levica ob skorajšnji prodaji Mercatorja opozarjata na likvidnostne težave Agrokorja. Menita, da je prevzemna ponudba neustrezna in potencialno škodljiva. V Združeni levici celo napovedujejo protest. Za predsednika stranke SD Dejana Židana je prodaja Mercatorja najhujša oblika tajkunskega prevzema. Ogorčeni so tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije. V stranki SLS menijo, da bi prodajo morali razveljaviti. Predsednik Pozitivne Slovenije Zoran Janković pa je napovedal, da bo ob morebitni prodaji storil vse za ohranitev delovnih mest v Sloveniji. Dokler delnice niso plačene, pa se po njegovem pogodba vedno lahko prekine. V SDS-u pričakujejo odgovorno ravnanje novega lastnika Mercatorja. V Državljanski listi prodajo podpirajo, enako tudi neodvisni hrvaški sindikati, saj se bo po njihovem oblikoval močnejši regionalni trgovec. Delničarji družbe Pavzela so na današnji skupščini privolili v spremembo osnovnega kapitala zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja. Kot poudarjajo v družbi, bodo po 3 mesecih prisilne poravnave lahko v lastništvo družbe vstopili novi lastniki in omogočili nemoteno poslovanje. Soglasje so danes dobili tudi od Evropske komisije. Zeleni Slovenije so včeraj na Ptuju počastili Dan državnosti. Vsem, ki so se borili za svobodno Slovenijo, so se z vencem poklonili pri spominskem obeležju. Predsednik stranke Vlado Čuš je ob tej priložnosti predstavil kandidata za kulturnega ministra Borisa Andreja Mlakarja. Če bodo izvoljeni v parlament, si bodo prizadevali za demokratično in odprto ter strpno in razvito državo. Nekatere občane Maribora in okoliških občin, ki jih oskrbuje mariborski vodovod, te dni moti vonj vode, ki priteče iz pip. Da je voda neoporečna, so nam zatrdili v javnem podjetju in pojasnili, da gre za preventivno dezinfekcijo vodovodnega omrežja. Na podeželju sicer to izvajajo redno, v mestu, kjer je pretočnost vode večja, pa enkrat letno. Razkuževanje vode za ohranjanje njene boljše kakovosti poteka v občinah Maribor, Ruše in Selnica ob Dravi. To ne pomeni, da je z vodo karkoli narobe, to se izvaja preventivno, glede na to, kakšne so vremenske razmere, dež, temperature visoke, se pač v cevovodu lahko razvijajo mikrobiofilmi, ki pač povzročijo poslabšanje kvalitete vode. Voda po dodajanju dezinfekcijskega plina na videz ni nič drugačna kot običajno, zdravstveno je neoporečna za uživanje in osebno higieno. Dezinfekcijsko sredstvo, ki ga dodajamo, se dodaja v plinasti obliki, se pravi, da tega ljudje ne vidijo, zaznajo pač neki tuj vonj, ker ga niso navajeni. Ta vonj relativno hitro zaznamo in je pač moteč. Ni pa to zdravju škodljivo, seveda ne. Vode ni treba prekuhavati, a če je vonj vendarle preveč moteč, lahko za par minut pustijo vodo v kozarcu natočeno na pultu in pač klor izhlapi in potem vonj ni več tako izrazit oziroma ga mogoče celo več ne zaznamo. Razkuževanje bodo predvidoma izvajali do konca prihodnjega tedna.
Nekatere ulice in ceste v Mariboru obnavljajo, zato ponekod velja spremenjen prometni režim. Že od jutri pa bo zaradi zamenjave vodovodnega cevovoda polovična zapora vozišča ulice Pariške komune. Zaradi nedokončanih del pri sanaciji vodovodnega omrežja je trenutno popolna zapora vozišča Ronkove, Rozmanove in Knifičeve ulice. Sicer pa naj bi posamezna dela trajala že od februarja. Edino, kar je napaka, da zdaj so začeli malo, pa prej pa te koplje eno stvar, pa potem zasipajo, pa potem drugo vse. Mislim, da bi si enkrat delali to. Vam bodo do meje zasfaltirali? Ne, 1,10 m od ograje ven. Se pravi, cesta bo 3,60 m, drugo pa ostane prazna. So vam predlagali kaj? Mi smo se interesirali za asfaltiranje do meje, ampak je to prišlo okoli 1000 evrov. V bistvu je občinska cesta, ne vem zaradi česa bi mi recimo plačali občini, da imamo do konca, ne vem, ne gre. Dela naj bi bila po načrti končana sredi prihodnega meseca. Do konca tega pa naj bi bila na križišču Krekove in Tirševe ulice, kjer je trenutno polovična zapora, končana tudi dela za umirjanje prometa. Od jutri pa vse do 1. avgusta bo zaradi zamenjave vodovodnega cevovoda v sklopu rekonstrukcije ulice Pariške komune polovična zapora vozišča, in sicer od Gorkega ulice do Betnavske ceste. Sinoči je džezovski večer na festivalu Lent, tokrat na novem prizorišču v letnem auditoriju Lutkovnega gledališča, odprl umetnik iz Nigra, znan pod vzdevkom Bombino. Je glasbeni glasnik in svojevrsten junak tuaregov nomadskega ljudstva. Kitaro, ki je zvest še danes, je spoznal pri 12 letih. Ko je bil Bombino star 11 ali 12 let, ni bilo veliko otrok njegove starosti, ki bi znali igrati kitaro. Takrat se ga je prijel vzdevek Bombino. Ko je v 90 letih oblast v Nigru tuaregom prepovedala igrati kitaro, je ta zanj dobila simboličen pomen. Jouer la guitare, c'est toute ma vie, c'est toute ma culture, c'est tout mon peuple qui dirait ça, parce que quand le gouvernement interdit la guitare parce qu'il y avait malentendu, parce que les gens pensent que la musique encourage. Non, la musique dit simplement dit la vérité de ce qui se passe localement, de ce qui se passe. Parce que les gens trouvent les moyens les plus facilement en musique à dire la vérité, parce que la musique elle est là pour satisfaire le peuple. On parle de beauté, du désert, on parle de l'amour, on parle de nos problèmes locaux là-bas qu'on fréquentait, les populations. Donc souvent on parle de Ténéré avec ses souffrances, ce manque de l'eau qu'il y a, parce que dans le désert, le plus grand problème c'est l'eau. Bombino poje v lokalnem jeziku tamašek. Za njim so 3 albumi, prvi in drugi nosita naslov Agades, po njegovem rojstnem kraju. Album iz leta 2013 je naslovljen Nomad. Nomad, c'était presque avec des grands moyens, avec des grands matériels. Quand même, ça a vendu plus qu'Agadez, mais aussi ça a permis aussi à Agadez une autre aussi équilibration, parce que beaucoup de gens préfèrent Agadez. Zdaj pa še k domačim športnikom. Nogometaši mariborskega Brezja so nedavno opravili zadnji trening pred poletnimi počitnicami. Obstanek v prvi slovenski futsal ligi so si zagotovili šele v zadnjem krogu. Da naslednja, njihova druga sezona med najboljšimi slovenskimi klubi ne bi bila tako stresna, je klubsko vodstvo izpeljalo nekatere spremembe. Konec dober, vse dobro. Bi lahko dejali po krstni prvoligaški sezoni, v kateri so Mariborčani 3 od skupno 8 točk osvojili v tekmi za biti ali ne biti proti Sevnici in med drugoligaše potisnili ekipo iz Velikih Hlašč. Od konca februarja do danes so sestavljali ekipo za naslednjo sezono. Usmerjal jo bo Drago Adamič, trener z bogatimi prvoligaškimi izkušnjami. Trener iz drugega mesta, sem prišel v najbolj nogometno mesto v Sloveniji
in si res želim in se bom potrudil maksimalno, da prenesemo nogometno euforijo v dvorano Tabor na futsal parket. Da bi jim to uspelo, bo potrebno igrati tako, da se bodo za začetek skozi prvi del prvenstva uvrstili med tiste ekipe, ki bodo nastopali v končnici. Jaz upam, da bodo igralci ti novi doprinesli to neko kvaliteto, neko širino in da bo ta ekipa res prikazala dobre igre in na koncu tudi dobre rezultate. Ekipa je skorajda že dokončno sestavljena. Med tistimi, ki so potrdili nastopanje za mariborskega prvoligaša v futsalu, so Klinc, Jager, Šket in Fileković. Z njihovim prihodom je ekipa pridobila na kakovosti. Volja je, želja je, tradicije še nimamo, sicer so v bistvu prejšnji klub pod imenom FC Branik. Je bil vsake toliko let je bil v prvi ligi, pa tako je spadal, tako da mi bi radi to bilanco nekako popravili, da bi to bilo pol nekak tradicija, da bi dolgoročno ostali v prvi ligi in da bi imeli uspehe. S pripravami na sezono 2014-2015 bodo v Remaxu iz Brezja pričeli v sredini avgusta oziroma mesec pred pričetkom državnega prvenstva. Trenirali bodo 4-krat tedensko ter ob tem igrali še prijateljske tekme. V mednarodnih novicah pa tudi o nogometu v vesolju. Najprej pa o dogajanju v Ukrajini. Ameriški državni sekretar Kerry je po srečanju s francoskim zunanjim ministrom Fabiusom v Parizu pozval ruske oblasti, naj od proruskih separatistov na vzhodu Ukrajine zahtevajo, da se takoj razorožijo. Če se to ne bo zgodilo, so mogoče dodatne sankcije proti Rusiji. Jutri bo Ukrajina po napovedih podpisala pridružitveni sporazum z Evropsko unijo in to bi lahko še zaostrilo razmere na vzhodu Ukrajine, kjer sicer vlada krhko premirje med ukrajinsko vojsko in uporniškimi skupinami. V Tihem oceanu v okolici Havajev so se pod vodstvom Združenih držav Amerike začele največje pomorske vojaške vaje na svetu, ki se jih letos prvič udeležuje tudi kitajska mornarica. Tema vaje je sposobni, prilagodljivi partnerji, mornarji pa se bodo urili med drugim v pomoči ob nesrečah, pomorskem nadzoru, amfibijskih operacijah, lovu na pirate, iskanju min in raznih bojnih operacijah. Pomorske sile 23 držav se bodo skupaj urile do 1. avgusta. Severna in Južna Koreja sta po 6-mesečnem premoru obnovili pogovore glede upravljanja skupnega industrijskega kompleksa Kaesong. Do srečanja je tako prišlo po dolgem času in je namenjeno pregledu razvojnih nalog in normalizacijo kompleksa. Seul si namreč izjemno prizadeva za razpravo o vzpostavitvi ustrezne internetne povezave ter sprostitev pretoka v in iz industrijskega kompleksa Kaesong. Kaesong je eden redkih simbolov čezmejnega sodelovanja. Zaposluje več kot 50.000 delavcev iz Severne Koreje, ki delajo v približno 120 južnokorejskih tovarnah. Pogrešano malezijsko letalo Boeing 777 letalske družbe Malaysia Airlines je po najnovejših podatkih avstralskih oblasti, ki vodijo preiskavo, v času strmoglavljenja najverjetneje letelo na avtopilotu. Sicer pa trenutno poteka kartiranje 6 km globokega dna oceana, ki bo trajalo še 3 mesece, začetek preiskovanja morskega dna pa je načrtovan za avgust in bo trajalo do 12 mesecev. Avstralske oblasti so že napovedale, da bodo območje iskanja sledi razbitin v Indijskem oceanu premaknili južneje od točke, kjer so nazadnje preiskovali. Še vremenska napoved, tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V soboto bo dokaj jasno, nekaj več oblačnosti bo v hribovitem svetu. Pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo v alpskem svetu spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Drugod bo še večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Toliko v četrtkovem dnevniku, če ste ga zamudili, vabljeni na našo spletno stran, kjer najdete arhiv vseh oddaj. Znova nasvidenje v večernih novicah ob 20.